Ta tabor bi pač priporočil, mi je bil všeč, ampak za bolj tiste, ko res radi hodijo, pa imajo že neke izkušnje, ker je kar precej zahtevno, recimo 20 km na dan, pa če dežuje, ful pomembna balerina, ker če ne si čist moker. Outsider je bilo tudi letos res fajn. Šli smo na velik vrhov, nekaj smo jih mogli pa spustiti zaradi slabega vremena. Slabo vreme pa dež nam je tudi večkrat čez noč malo zagodlo. Zaradi tega sem se veliko razbujala, ker nam je penjala šotore pa podobne stvari. Je bil pa dež skoraj edini tuš, ko smo ga dobili na poti. Všeč mi je bilo, ko smo plezali po belih posamarskih stenah, pa v bistvu zdaj na morju mi je tudi fajn. Ni mi bilo všeč, nista mi bila všeč prvi, drugi dan zaradi vremena, višinske razlike, pa slabega terena. Pa malo sem bil tudi razočaran, ko sem vegansko pleskal po krogu. Pol pa priporočilo, pa če bo kdo na nov prišel na tabor, da vzame s sabo Frutabel dost, tak dan. Torej, tabor mi je zelo všeč. Všeč mi je, ko smo vsak dan zelo aktivni, ne. Edino, lahko bi več časa posvetili plezanju, pa mogoče bi lahko imeli kaj več hrane. Ampak kar smo plezali je bilo super, vsaj meni je bilo zelo super. Kar se tiče hrane pa tudi, mogoče smo se doma tudi razvadili, da preveč jeme in smo bili bolj lačni. Ampak všeč mi je tudi to, da za vsako stvar, ko jo naredimo, kot je na primer kosilo, pač obroki, prostor za spanje, za vse se moramo potruditi in pa tudi to bolj cenimo. Tako da ja, ta tabor je super stvar, meni je zelo všeč in po moje bi bil tudi vsem drugim. Tako da ja, super. Tabor je bil res odličen. Na trenutke je bil fizično zahteven, ampak se je splačalo za vse prečudovite poglede, ki smo jih doživeli. Organizacija tabora se mi je zdela res odlična, prav tako so bili voditelji pripravljeni se hitro prilagoditi na vse vremenske spremembe in močno deževje, ki nas je čakalo. Posebej bi rada pohvalila tudi hrano, da so se vedno potrudili pripraviti posebej vegansko hrano. Če pa rečem, najslabša stvar je bila seveda dež, da smo se mogli zbujati ob 6. zjutraj. Najboljša stvar pa zagotovo družba. Ok,
Letošnji tabor Outsider je bil meni ful fajni. Bilo je sicer res veliko vzponov tako po stenah, kot pa ne po stenah, za kere mogoče nisem imel največ moči, ampak sem imel pa odlično moralno podporo in odlične prijatelje. Bila je ful fajna družbica. Edino mogoče nismo imeli veliko postankov, recimo, ne vem, da smo ful stradali ali pa recimo, ne vem, da nismo dospili ali kaj. Pa mogli smo se čakati, ampak to ni bil noben problem. Ampak na splošno mi je bilo pa čisto vredi. Pa vredno je bilo, da smo prišli na takle lep plac za na morje po takem 8-dnevnem hoji po hribih pa dol, pa gor pa dol. Sicer je bilo še res tudi veliko dežja, ampak to nismo mogli mi vplivati, smo se odlično znašli. Zraven Rusije! No, bolj tiho boš. No, vidiš. Matic, zraven Rusije je. Pa greš fejs gor, pa imaš to veliko packo tole, ne? Ne, Švedska tole. Ja, no, pa preko zraven Švedska, no, pa tudi. Pa zraven Rusije tudi. Zraven Rusije, no. Pa dober, zraven Rusija, tako je Rusija velika. Kaj pa ni zraven Rusije? Na letošnjem taboru mi je bila všeč trasa, ko smo šli malo više, pa smo videli tudi tako lepe razglede in na morje, in na notranjost. Pa tako, da nismo bili sam Slovenija, ampak smo šli tudi malo iz države. Pa en teren je bil kar malo naporen, ampak ko si prišel na vrh, si čutil tako fejs dobro olajšanje. Pa tako fajn si se nahrel. Zdaj tam, ko smo šotorili, pa ko smo spali, je bilo včasih fejs dobro. Najboljš mi je bilo tam, ko smo res spali v tistem zaklonišču in je bil tak čist drugačen feeling. Futer je bil kar okej, no, lahko bi ga bilo več. Malo sem bila lačna, tako nisem navajena hoditi tako ful dolg in pol si lačen, tako da ja, več futra. Družba je bila super, res mi je bilo fajn z njimi, tako mi čakam nove avanture. In morje je pač samo amazing, tako da je res najboljši cilj, kaj si ga lahko zaželiš po taki. Okay, bom vas vodila. Gremo kar dalje. 4, zdaj! Po moje je ta kamp Outsider 5 mi je bil zelo všeč, ker smo veliko hodili pa se spenjali na različne vrhove. Bil sem v kraju sveta, kjer še nikoli nisem bil. Tabor Outsider mi je bil zelo všeč, predvsem zaradi dobre družbe in v bistvu zaradi vseh različnih razgledov, ki jih dobiš, ko enkrat osvojiš en vrh. Zna biti velik problem, ko recimo dežuje ali pa ko piha, to je pač vedno tako sranje in zato je pametno imeti celo palerino. Je pa definitivno zelo fajna izkušnja in bi še definitivno šel enkrat. Oh mother, tell your children not to do what I have done. Oh, spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. Well, I got one
taboru mi je bilo najbolj všeč plezanje. To je bilo 5. dan, se mi zdi, 5. 6. dan, ko sem prvič preplezal steno težnosti 5A. Najslabši dan je bil včeraj, to je bil 7. dan, ko so me čevlji na 5. fajn življenj. Najboljše je na koncu, da smo šli končno na morje, na hladno. Tovor mi je bil všeč, spoznal sem par novih ljudi. Dobro smo se razumeli, dobro smo se imeli. Pač vred je bilo, ne, kaj naj rečem. Gor. Ja, daj bodite vi tiho. Tiho bodite. No, gor. Tukaj sem že tretjič. Nimam neke dobre kondicije, pa dež je bil, tako da je bila kakšna hoja malo muka, ampak tabor je pač dobro strukturiran, tako da so pol lahko še vseeno preživeli. To je to? A? To je to? Ja? To je to? Okay, no, kaj mi je bilo pri tem taboru všeč, je družba, ljudje, kako smo se lahko povezali, pa pač naše noči, ko smo jih skupaj preživeli, pa igra s kartami. Na taboru Outsider mi je zelo fajn, sploh zaradi tega, ker zelo hodimo in jaz rada hodim sploh na daljše razdalje. Všeč mi malo ni bilo to, ker nismo imeli različnih aktivnosti, poleg hoje, čeprav letos je bilo to zelo težko izvesti, ker je bil teren ob spanju zelo tak neraven in nam ni omogočal različnih aktivnosti. Ja, bilo je kar fajn. Hrane bi lahko bilo več, pa fajn je bilo plezati, pa fajn je bilo spati. Budnica je bila katastrofa, lahko bi del spali, pa deža bi lahko bilo meni. Letos je bilo super, ne bi veliko spremenil, edino vreme nas je zelo slabo obdelali, ampak glede na to, kaj bi lahko še bilo, smo imeli srečo. Poti so bile izjemne in res odlično splanirane. Priporočam. Oh mother, tell your children